Hvala lepa. Lahko začnemo z sejo. Najprej lepo pozdravljeni, posebej pozdravljamo seveda med nami tudi poslanko Državnega zbora, gospo Meto Pešelj Šater, iskrene čestitke. Predlagam naslednji dnevni red oziroma iz dnevnega reda umikam 10. točko, in sicer predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda KOK doktor Franca Sušnika, tako da se seveda naslednje točke ustrezno preštevilčijo, drugače pa seveda predlagam dnevni red, kot ga imate na gradivu pripravljenega. Odpiram razpravo v zvezi z dnevnim redom, izvolite. Če ni razprave, glasujmo o dnevnem redu oziroma predlagam naslednji sklep. Skratka, predlog dnevnega reda pod točko 1 ugotovitev sklepčnosti, pod točko 2 potrditev dnevnega reda 25. redne seje, pod točko 3 obravnava in potrditev zapisnika 24. redne seje, pod točko 4 poročilo in drugi dokumenti, 4.1 poročilo izvrševanja sklepov 24. redne seje, 4.2 poročilo o porabi sredstev svetniških skupin, 4.3 poročilo o projektih sanacije, točka 5 odgovor na vprašanje in pobude 24. redne seje občinskega sveta, pod točko 6 predlog zaključnega računa proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2025, pod točko 7 predlog investicijskega programa sanacija javne površine cesta v naselju Podgora, pod točko 8 predlog novelacije investicijskega programa sanacija cest v naselju Javornik, pod točko 9 predlog dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta Gledališka ulica, pod točko 10 poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta občine Ravne na Koroškem v letu 2025, pod točko 12 predlog za podelitev priznanja občine Ravne na Koroškem v letu 2026, pod točko 12 premoženjsko-pravne zadeve, 12.1 predlog za ukinitev javnega dobra Strojna in Zelenbreg, 12.2 predlog za ukinitev javnega dobra Tolsti Vrh in pod zadnjo 13. točko predlogi in pobude. Kdo je za predlagan dnevni red? 19 za, sklep je bil sprejet oziroma dnevni red je bil potrjen. Pod točko 3 je obravnava in potrditev zapisnika 24. redne seje. Ta zapisnik ste prejeli v gradivu k vabilu na sejo občinskega sveta. Odpiram razpravo, izvolite. Če ni razprave, dajem točko na glasovanje. Kdo je za naslednji sklep, in sicer občinski svet potrjuje zapisnik 24. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 19 za. Sklep je bil soglasno sprejet. Prehajamo na 4. točko, in sicer poročila in drugi dokumenti. Pod točko 4.1 je poročilo o izvrševanju sklepov 24. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Odpiram razpravo v zvezi z temi sklepi. Izvolite. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem se seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov 24. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 19 za, sklep je bil soglasno sprejet. Pod točko 4.2 poročilo o porabi sredstev svetniških skupin. Tudi to gradivo ste prejeli zraven ostalega gradiva. Odpiram razpravo, izvolite. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročili o porabi sredstev svetniških skupin. Kdo je za? 19 za, sklep je bil soglasno sprejet. In pa še poročilo o projektih sanacije. Gospo Laznik, prosim za uvodno predstavitev, izvolite. Lepo pozdravljeni, strani strokovnih služb, hvala lepa za besedo.
Kot veste, že od leta 2023 izvajamo projekte sanacije, zdaj trenutno na terenu poteka oziroma se aktivno izvajajo dela na kulturnem domu, še vedno v terminskem načrtu, da zaključimo projekt v septembru 2026. Kar se tiče samega izvrševanja projektov, smo v letu 2025 izvedli oziroma prejeli prihodkov strani Ministrstva za naravne vire in prostor v višini 19,6 milijona evrov, kar bo razvidno tudi iz zaključnega računa, tako da v bistvu je bila realizacija kar visoka na teh projektih. Seveda se občina v nadaljevanju bori za nove milijone, zdaj trenutno je oddanih za približno 9 milijonov evrov dodatnih projektov, ki so pregledu na ministrstvu, in ta teden smo prejeli prvega letošnjega in to je bila cesta za upravno enoto Čečovje v višini približno pol milijona evrov, kjer gremo zdaj aktivno v realizacijo. Kar se tiče samega dela na terenu, no, tako sem že poudarila, se izvajajo dela na kulturnem domu, na nekaj cestah, vsekakor pa bomo k projektom malo previdneje pristopali kot pa lani, no, to pomeni, da bomo pač prioritetno počakali na pogodbe z strani sofinancerja oziroma financerja in šli na to izvedbo. Še vedno seveda pa nadaljujemo vsa dela, ki jih lani nismo zaključili, se pravi dela na cesti Dobrje, Koroški Solec-Brdinje, potem Slanikova Bajta-Libeliče, Trotov križ, Privale Strojna mimo Šavra, to so ene izmed večjih cest, recimo, ki jih je še potrebno zaključiti. Nadaljujejo se pa seveda največji delež administrativnega dela, ki ga je pa na žalost vsako leto več, no, da se pač pridobijo te pogodbe strani ministrstva. Seveda hitimo, program se bo namreč izvajal do leta 2028. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Lazniku, za uvodno predstavitev. Odpiram razpravo. Izvolite. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o projektih sanacije. Kdo je za? 19 za, sklep je bil soglasno sprejet. Prehajamo na 5. točko. Odgovori na vprašanja in pobude 24. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem se seznanil z odgovori na vprašanja in pobude 24. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 17 za. To je 19, ja. 19 za, sklep je bil soglasno sprejet. Prehajamo na 6. točko, in sicer predlog zaključnega računa proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2025. Jaz tukaj prosim gospod Dagmar Gorinšek, vodjo Urada za proračun in finance, da nam poda uvodno obrazložitev. Hvala za besedo. Lep pozdrav v imenu strokovnih služb. Jaz bom najprej začela v zvezi z samo sistemsko zakonodajo. 4. člen Zakona o javnih financah in 3. člen odloka o proračunu določa, da je župan tisti, ki poroča o veljavnem proračunu in realizaciji, to se pravi na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah. Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu najkasneje do 31. marca, občinskemu svetu pa v sprejem do 15. aprila. Občina Ravne je posredovala za ta zaključni račun, ki je pred vami, Ministrstvo za finance že 25. marca, hkrati pa tudi gradivo za današnjo sejo občinskega sveta. 10. člen navodila o pripravi zaključnega računa državnih in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov določa samo pripravo tega zaključnega računa. Struktura zaključnega računa v skladu z 4. členom sestavlja, to se pravi splošni del, posebni del in vse
obrazložitve. To se pravi, zaključni račun je pripravljen v skladu 96., 97. in 98. členom Zakona o javnih financah. Je akt občine, ki prikazuje predvidene in realizirane prihodke in prejemke in izdatke ter predvidene odhodke in izdatke. Kot veste, splošni del proračuna sestavlja vse 3 bilance, bilanca prihodkov in odhodkov, račun terjatev in naložb ter račun financiranja. V samem posebnem delu v skladu z sistemsko zakonodajo smo prikazali vse zahtevane stolpce, to se pravi, govorimo o sprejetem proračunu, to je zadnji rebalans 3, ki ste ga lani sprejeli 3. septembra na seji občinskega sveta. Prikazan je tudi veljavni proračun, ker veste, da ima župan pravico prerazporejati sredstva znotraj proračunskega leta. Po sprejemu proračuna je bilo na pobudo strokovnih služb in župana sprejetih 103 sklepi o prerazporejanju sredstev, kar pomeni, da smo mogli, to se pravi, ta sprejet proračun upoštevati vse te prerazporeditve, tako da je sta sprejet in veljavni proračun nominalno enaka. V zadnji stolpcu je prikazana tudi realizacija, plačana realizacija posameznih proračunskih postavkah ter indeksna primerjava, to se pravi realizacija na sprejet oziroma na veljavni proračun. Seveda ta zaključni račun proračuna vsebuje vse bistvene sestavine. V tem zaključnem računu so prikazana poročila o porabi sredstev proračunske rezervacije, o porabi sredstev proračunske rezerve, o sredstvih, kot sem že prej rekla, prerazporejanja na podlagi sklepov župana. Govorimo tudi o prenosu namenskih sredstev, ki jih prenašamo v leto 2026. Veste, da občina Ravne ima enotni zakladniški račun, ki ga upravljamo, in imate tudi v tem zaključnem računu tudi poročilo o zakladniškem računu. Poleg tega imate seveda tudi računovodsko poročilo, kjer imate podane splošne podatke iz naših računovodskih izkazov in nenazadnje tudi realizacijo, bom rekla, iz načrtov razvojnih programov zaključnega računa. Tako da je ta poleg, bom rekla, poleg vseh teh temeljnih sestavin imate tudi vse obrazložitve, tako splošnega kot pa posebnega dela zaključnega računa. Moram pač povedati, da dejansko v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu pripravljamo tudi letno poročilo, ki pa se bistveno razlikuje od tega poročila, ki je potrebno pripraviti, kot sem že prej povedala, z ustreznimi navodili. To letno poročilo moramo posredovati do 28. februarja AJPES-u, sestavljeno pa poslovno poročilo in vsi računovodski izkazi. Govorimo o 7 računovodskih izkazov, ki jih mora občina predložiti. Govorimo o bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov, izkazu računa terjatev in naložb, izkazov financiranja in 2 pomožnih bilancah, in sicer govorimo o stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih sredstev ter stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. To, bom rekla, občinski svet na podlagi po potrditvi, dejansko mi moramo v roku 30 dneh obvestiti tudi Ministrstvo za finance, da je občinski svet torej potrdil oziroma sprejel ta zaključni račun. Seveda ta zaključni račun, veste, da na prejšnji seji smo sprejeli proračun za leto 2026, ki je dejansko odraz stanja iz tega zaključnega računa, kar pomeni, da smo mi vse neplačane obveznosti, ki smo jih imeli, smo jih vnesli v sam proračun in tudi, bom rekla, nerealizirane prihodke, ki smo jih imeli zastavljenih v rebalansu 3, smo jih prenesli v proračun 2026, tako na prihodkovni kot odhodkovni strani, ker če pogledamo samo realizacijo same bilance prihodkov in odhodkov, ker je dejansko
razvidno, da smo mi v lanskem letu dejansko realizirali prihodke v višini 35 milijonov 766 tisoč 760, kar pomeni 37,7% realizacijo. Pri tem pa moram dejansko poudariti, da tekoči prihodki in davčni prihodki so bili realizirani v višini 93%, medtem ko transfernih prihodki, ki smo si jih nekako ali pa smo jih planirali v bilanci na prihodkovni strani v rebalansu 3, niso bili realizirani, smo jih seveda prenesli in jih na novo planirali v leto 2026. Tu, če te večje naštejemo, nekateri smo, da se malo še spomnimo, v proračunu 2026 ponovno zagotovili. Gre za nadzidavo zdravstvenega doma, čeprav, bom rekla, investicija kot taka je bila začeta že v letu 2025, ampak ni prišlo pa z naše strani do plačane realizacije, ker se prvi del te nadzidave financira zdravstveni dom Ravne. Potem imamo obnovo kulturnega spomenika Personal, potem imamo oba dva konzorcija, konzorcij 1 in konzorcij 2 sončne energije. Potem imamo tudi revitalizacijo objekta Mladinski dom, nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje, ki ga imamo tudi v letu 2026, tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Potem projekt ozelenitev mesta Ravne in pa nakup vozila urgentnega zdravnika, to so pač ene večje, in pa seveda Matjaša, ki ima tudi seveda program sanacij po naših elementarnih nesrečah z leta 2023-2024. Hvala lepa. Hvala lepa, gospe Dagmar, za uvodno predstavitev. To točko je obravnaval Odbor za proračun in finance. Gospod predsednik Ivan Škratek, izvolite. Lep pozdrav, hvala za besedo. Naš odbor je res obravnaval zaključni račun in sprejel sklep. Odbor za proračun in finance se je seznanil s predlogom zaključnega računa proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2025 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo, izvolite. Gospod Ranc. Lep pozdrav. Zdaj v pregledu tega zaključnega računa kar skrbi velik razkorak med načrtovanim in pa realiziranim proračunom. Imeli smo ambiciozno zastavljen proračun, ki ga pač očitno nismo uspeli uresničiti v takem obsegu, kot smo si ga zadali. Zato se nehote ustvarja nek občutek, da veliko napovemo, na koncu pa premalo dejansko tudi izvedemo. Prav to je tisto, kar najbolj skrbi. Občani ne živimo od načrtov pa obljub ali pa predstavljenih projektov, ampak tudi od konkretnih rezultatov, ki jih občutimo v svojem okolju, in naša odgovornost je, da teh rezultatov ne obljubljamo samo na papirju, ampak jih dejansko tudi zagotovimo. Svetniki vedno sledimo predlaganim dokumentom, jih potrjujemo, sprejemamo z namenom, da se stvari na operativni ravni tudi izvedejo. A očitno se to ne dogaja v zadostni meri in to je nekaj, na kar bomo mogli kot občina v prihodnje bistveno izboljšati. Hvala. Hvala, gospod Ranc. Jaz moram tule sicer pojasniti, da kot je bilo že rečeno strani gospe Dagmar Gorinšek, veliko teh sredstev se prenese v naslednjo leto. Do realizacije pa pride z takšnih in drugačnih razlogov, ki pa večinoma niso na strani občine. Gospod Škratek, izvolite. Hvala za besedo. Iz zaključnega računa proračuna za leto 2015 vidimo, da je bilo izvedenih veliko projektov. Po zaključnem računu znaša realizacija nekaj več kot 37 milijonov, največ do zdaj. Največji delež pada na sanacijo objektov po poplavah. Za tako veliko realizacijo smo uspeli pridobiti kar okoli 20 milijonov evrov namenskih državnih sredstev in lahko rečemo, da nam je država zelo pomagala v situaciji, v kateri smo se znašli po katastrofalnih poplavah leta 2023. Za narejeno si župan skupaj s strokovnimi službami zasluži veliko pohvalo.
Res pa to, kar je že predhodnica povedala, ne moramo pa mimo dejstva, da je naš proračun za leto 2025 znašal nekaj manj kot 25 milijonov. V njem smo imeli še veliko projektov, za katere smo ocenjevali, da so neobhodni, potrebni, in če pogledamo zneskovno, smo uspeli proračun realizirati v dobri tretjini načrtovanega. Torej nas čaka za izvedbo še skoraj 2/3 projektov iz proračuna 25. No. To pa upam, da bomo tudi uspeli, ne bi bil tak črnogled. Res tudi, kar je zdaj podžupan povedal, smo si pač nastavili višje cilje, ko niti nismo vedeli, kje bomo uspeli na razpisih. Rad pa bi se bolj nekaj obrnil na eno samo postavko, o kateri sem že debatiral večkrat na tem mestu. To je postavka spodbujanje stanovanjske gradnje, njena podtočka, izgradnja stanovanjskih objektov, kjer navajamo, sredstva se zagotavlja za nova javna najemna stanovanja. Žal je realizacija na tej postavki nič. V planu smo imeli nakup stanovanja, to žal ni bilo realizirano. V naši svetniški skupini Gibanje Svoboda menimo, da bi se sklep občinskega sveta v lanskem letu moral realizirati. Trdimo, da ni bilo tehničnih razlogov, da nakup ni bil izveden. Vidimo, da v zaključnem računu znašajo prihodki od najemnin, stanovanj in poslovnih prostorov 501 tisoč evrov, strošek, ki smo ga namenili za vzdrževanje le-teh, pa znaša 145 tisoč evrov. Pozitivna razlika znaša več kot 350 tisoč evrov. Torej bi se lahko pri malo načrtovanju sredstev za nakup nadomestnega stanovanja pokrila izviška pri najemninah. Na tem mestu ponovno pozivamo, da je potrebno kupiti to nadomestno stanovanje. In pa nasplošno nujno potrebno je pričeti z nakupi stanovanj oziroma aktivno pristopiti k povečanju števila stanovanj v občinski lasti. Potrebno je obrniti negativni trend, ki traja že od leta 2005. Omogočanje gradnje stanovanjskih hiš, kot sta naselji Kotle 4 in sedaj Čečovja jug, ni rešitev stanovanjske problematike mladih in ostalih s potrebom po stanovanju. Velika večina tega finančno ne zmore. Za njih potrebujemo najemna občinska oziroma javna stanovanja. Hvala. Hvala lepa. Kar se tiče stanovanja, ne moram poudariti, da se strinjam z vami, ampak to se že izvaja, torej trenutno se že iščejo ponudbe za to, da bi nabavili stanovanja. Toliko kratko pojasnilo. Izvolite, bi še kdo razpravljal o zaključnem računu? Če ne, predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme zaključni račun proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2025. Kdo je za? 19 za. Sklep je bil. Kdo proti? Sklep je bil soglasno sprejet. Naslednja točka je predlog investicijskega programa sanacija cesta v naselju Podgora. Tule prosim strokovne službe za uvodno predstavitev. Hvala za besedo. Gre za investicijski projekt sanacija javne poti 850-651 cesta Podgora 1, Pirkhof. Obravnava odprava posledic katastrofalnih poplav in plazov iz leta 2023, ki so močno poškodovali cestno infrastrukturo in samo odvodnjavanje te ceste. Zdaj cesta je v zelo slabem stanju, odvodnjavanje neustrezno, del trase je še v makadamski izvedbi, v njej se nahaja tudi še azbestne cevi vodovoda, zaradi česar je pa sanacija nujna. Gre za približno 870 metrov ceste v kvadraturi 3700 kvadratov asfalta po izgradnji in pa podpornega zidu v dolžini 30 metrov ter zamenjava teh vodovodnih cevi v dolžini 460 metrov. Zdaj, sama investicija je predvidena v 100% financiranju MNVP-ja v skupni vrednosti 578 513,39 evrov. Investicija pa predvidena v letu 2026 brez lastnih sredstev. Zdaj, strokovne službe so pripravile ta predlog in predlagamo, da ga podprete in se z njim strinjate. Hvala lepa. Ta predlog dokumenta sta obravnavala Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo. Predsednik Aljaž Vrhovnik, prosim za poročilo.
Dober dan, hvala za besedo. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo je obravnaval investicijski program in načrt razvojnega programa sanacija ceste Podgora ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala lepa in pa še odbor za proračun in finance, predsednik Ivan Škratek, izvolite. Odbor za proračun in finance je obravnaval investicijski program in načrt razvojnega programa sanacija javne poti cesta Podgora 1 ter predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme. Hvala lepa, odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep in sicer Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme investicijski program sanacija javne poti 850651, cesta Podgora 1 in načrt razvojnega programa sanacija javne poti 850651, cesta Podgora 1. Občinski svet občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta. Kdo je za? Pardon, ne sem še upravičiti. In še ena točka za. Projekt bo izveden v letu 2016, torej sklep v 3 odstavkih. Kdo je za predlagan sklep? 18 je za, 19 za. Sklep je bil soglasno sprejet. Naslednja točka je predlog novelacije investicijskega programa sanacija cest v naselju Javornik. Prosim strokovne službe za uvodno predstavitev. Še enkrat hvala. Gre za novelacijo investicijskega projekta, projekt ceste v naselju Javornik. Potrebna je novelacija programa zaradi potrebnih dodatnih del, ki so se pokazale med izvedbo, predvsem zaradi slabšega dejanskega stanja same cestne konstrukcije, neustreznega odvodnjavanja ter spremenjenih hidroloških in geoloških razmer. Zdaj ključne dodatni ukrepi vključuje izboljšanje same nosilnosti, voziščne konstrukcije, stabilizacije tal, nadgradnje sistemov odvodnjavanja meteornih vod, ureditev in rešitev dovoznih poti in pločnikov in parkirišč, prilagoditev javne razsvetljave ter prometne signalizacije in pa obstoječe komunalne infrastrukture. Tudi ta projekt je predviden 100% financiranja MNVP-ja, brez lastnih sredstev občine. Skupna vrednost po novelaciji bo znašala 2.288.794,90 in pa projekt, ki se izvaja že od leta 2024, se bo nadaljeval še v letu 2026. Zdaj predlagana rešitev primerljiva z ostalimi, strokovne službe so pripravile ta predlog in se z njim strinjajo ter predlagajo, da ga občinski svet sprejme. Hvala lepa. Ta predlog dokumenta sta obravnavala odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, predsednik Aljaž Vrhovnik, izvolite. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukture obravnava novelacijo investicijskega programa ceste v naselju Javornik. Odbor potrjuje novelacijo in predlaga občinskemu svetu občine Ravne na Koroškem, da jo sprejme. Hvala lepa in pa odbor za proračun in finance, predsednik Ivan Škratek. Odbor za proračun in finance je obravnaval novelacijo investicijskega programa ceste v naselju Javornik. Odbor potrjuje novelacijo in predlaga občinskemu svetu občine Ravne, da jo sprejme. Hvala lepa. Izvolite, odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep in sicer Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme novelacijo investicijskega programa ceste v naselju Javornik in pod točko 2 Občinski svet občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta. Kdo je za? 19 za, sklep je bil soglasno sprejet. Pod točko 9 obravnavamo predlog dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta javna pot Gledališka ulica. Strokovne službe prosim za uvodno predstavitev. Hvala za besedo. Kot že rečeno, gre za dokument identifikacije investicijskega projekta sanacija javne poti 851-161 Gledališka ulica. Obravnava odprave posledic poplav, erozije, ki so povzročile geotehnično nestabilnost tega terena. Na območju so pojavljali posedki, deformacije, zdrsi
in povečano tveganje plazenja, kar ogroža varno uporabo te javne poti in infrastrukture. Zdaj, ključni razlogi so porušeno geomehansko ravnotežje, nevarnost za uporabnike te ceste, preprečitev nadaljne degregacije ter potreb po zapori ceste, obveznost občine za odpravo teh posledic naravne nesreče ter pridobitev državnih sredstev. Predlagana rešitev vključuje stabilizacijo terena v dolžini približno 60 metrov, izgradnjo armirano betonskih podpornih konstrukcij, izboljšanje odvodnjavanja in pa zaščite brežin, ukrep preprečevanja erozije, zagotavljanja dolgoročne stabilnosti in varne uporabe te poti. Zdaj, financiranje je predvideno v višini skupnem znesku 230 tisoč iz 100% financiranja MNVP-ja, kjer občina ne zagotavlja svojih sredstev. Zdaj, predlagana rešitev je primerljiva z drugimi in so strokovne službe pripravile ter ta predlog in predlagajo, da ga sprejmete. Hvala lepa. Ta dokument je obravnaval Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo. Predsednik Aljaž Vrhovnik, prosim za poročilo. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukture je obravnaval dokument identifikacije investicijskega projekta sanacija Gledališke ulice ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. In pa Odbor za proračun in finance, predsednik Ivan Škratek. Izvolite. Odbor za proračun in finance je obravnaval dokument identifikacije investicijskega projekta javna pot Gledališka ulica ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji, se opravičujem, gospod Revc. Najlepša hvala. Ko pogledamo te slike, se marsikdo res spomni na tisto grozo, v katero smo se prebudili tistega usodnega avgusta, in sem vesela, da se bo tudi ta košček te sestavljanke še sestavil, da bomo obnovili tudi okolico tega predvidenega kulturnega centra, ki bo tudi v prihodnje obnovljen in bo s tem dana možnost našim občanom, da nekako obrnemo tudi ta list. Jaz zato podpiram obravnavo in potrditev tega projekta. Sanacija Gledališke ulice je nujna zaradi nestabilnosti terena in tudi zaradi tveganja za varnost tako občanov kot infrastrukture. Še posebej je dobro, da lahko rečemo, da gradimo bolje, kot je bilo, torej build back better, in s tem tudi nekako izboljšamo kakovost življenja v naši občini. Imam pa dve vprašanji, in sicer kako bomo zagotovili učinkovitost tega ukrepa, torej te strukture, ali imamo predvidene kakšne ukrepe monitoringa, smo to tudi predvideli, in pa zanima me, ali imamo možnost dodatne ozelenitve brežin, da združimo torej to obnovo, sanacijo tudi z krepitvijo biotske raznovrstnosti, da bi mogoče nasadili avtohtone vrste na brežinah. Hvala za odgovore in podpiram. Hvala lepa. Gospod Pongrac, prosim za odgovore oziroma pojasnila. Hvala za vprašanje. Seveda, k projektu spada tudi geološko poročilo, kjer so pa znane potem te raziskave, ki sopadajo k rešitvi. Je pa to predvideno v okviru razširitve teh parkirišč v kulturnem domu in veliko zelenih površin pač na tem območju parkirišč ni v okviru mogoče kakega drugega projekta. Če je kako vprašanje, pa lahko strokovne službe potem pojasnimo pisno še kaj. Hvala lepa. Bi še kdo razpravljal o tej točki? Če ne, predlagam naslednji sklep. Zdaj glede na to, da je sklep dokaj dolg oziroma ima tudi tabele, bi jaz kar predlagal, da ga ne berem, imate ga na zaslonu za mano. Torej, kdo je za takšen sklep, ki je na zaslonu? 20 za, sklep je bil soglasno sprejet.
Naslednja točka je poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta občine Ravne na Koroškem v letu 2025. Prosim gospoda Pongratca za uvodno predstavitev. Še enkrat hvala za besedo, da je malo bolj moje področje, da bo lažje. Zdaj ta poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta za leto 2025 pač prikazuje te glavne aktivnosti, ki jih je občina izvajala na področju učinkovite rabe energije in pa trajnostne mobilnosti. Občina je kljub neformalni preneseni vlogi na upravljavca tega obveznosti poroča ministrstvo v izvajanju tega leka. Zdaj smo v letošnjem letu potrdili sprejemanje novega lokalnega energetskega koncepta, ki je predviden. Najpomembnejše aktivnosti, ki so se pa zgodile z učinkovito rabo energije, so pa predvsem gradnja konzorcija sončnih elektrarn 1 in 2, energetske sanacije, v katero spadajo tudi osnovna šola Koroške jeklarje, TTK strehe in pa predvsem sanacija kulturnega doma po poplavah in z energetsko učinkovitim objektom. Izvajali smo tudi projekt digitalnega monitoringa rabe energije v javnih objektih, sodelovanje z stanovanjskim podjetjem pri sanaciji občinskih stanovanj v lasti, delovanje svetovalnih služb En svet in pa Borzena. Izvajali so se različni ukrepi učinkovite rabe javne razsvetljave in pa trajnostne mobilnosti ter priprava projektne dokumentacije na razne razpise, kot smo jih že navedli. Zdaj razlog za sprejem oziroma bolj obširno poročilo je priloženo k temu poročilu, kjer so navedeni pač bolj natančno ti projekti. Gre pa za zakonsko obveznost letnega poročanja in občinski svet se mora s tem sporočilom seznaniti ter ga tudi formalno potrditi. Zdaj finančnih učinkov neposrednih nima poročilo na sam občinski proračun. Predlagam, da ga občinski svet sprejme. Hvala lepa. Predlog dokumenta je obravnaval Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo. Predsednik Aljaž Vrhovnik, prosim za poročilo. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo se je seznanil s poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta občine Ravne na Koroškem v letu 2025 in meni, da je primerno za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Izvolite. Gospa Ravnik. Hvala za besedo. Mi smo že na odboru včeraj debatirali glede konzorcija in smo podali eno vprašanje. Dobili smo malo bolj tak strokoven odgovor iz samega gradiva glede sončnih elektrarn. Sicer naše vprašanje bo bolj bistvo, mislim, naša dodatna pobuda je bila, če lahko bolj laično razložite ta konzorcij, na kaj bo imel vpliv oziroma kdo bo imel finančne koristi oziroma posledice, bo to vplivalo na same zavode, kjer bojo nameščene sončne elektrarne, bo to vplivalo tudi mogoče na cene za občane in občanke, ali bo to v bistvu vpliv imel samo na proračun občine. Tako da, hvala lepa. Hvala lepa. Marko, boš kar sproti odgovarjal. Hvala za vprašanje. Gre pri gradnji sončne elektrarne gre za samooskrbno skupnost, kjer so pač to občinski objekti in bojo imeli kot objekti sami zaradi proizvodne električne energije manjši strošek na to električno energijo. So pa vsi objekti v občinski lasti, gre pa za poseben obračun, kjer pač v času proizvodne mora biti ta energija tudi porabljena, potem so to neposredni učinki, vse ostalo se pa preko pogodbe o prodaji te električne energije po določeni pogodbeni ceni, s katero pač bomo z določenim dobaviteljem to sklenili, viški prodajajo, manjki pa se potem nazaj kupujejo. Vsa ta merilna mesta, ki so vključena v ta konzorcij, pa se prenesejo na občine in bo občina poravnavala potem ta stroške in pa viške proizvodne električne energije. Če sem dosti pojasnil. Zdaj uporaba učinkovite rabe energije pač je neposredno učinek občine,
ki pač kot taka mora spodbujati učinkovito rabo energije, neposrednih učinkov za občane, pa bi rekel, seveda bo tudi proračun nekoliko manj obremenjen zaradi stroškov energije. No. Skratka, gre za posredne učinke za občane. Hvala, mogoče kar tam ostaneš. Gospod Javc, izvolite. Ja, hvala lepa. Moje vprašanje je bilo v določeni meri podobno. Najprej seveda izpostavljam, da je to pozitivno in pozdravljam to poročilo. Konzorcij samooskrbe s sončno energijo, energetska sanacija in pa digitalni monitoring. Vemo pa, da imamo v naši občini še vedno, vsaj v tej sezoni smo imeli še vedno velike težave zaradi visokih stroškov ogrevanja. Ali se ne bi dalo to nekako združiti, da bi občani imeli tudi ne samo posredne, ampak neposredne, direktne koristi od tega, in tudi to pogrešam pri digitalnem monitoringu, konkretne prihranke, kazalnike, koliko je to doprineslo v konkretnih številkah za nas, za našo občino in za občane. Hvala. Hvala, Marko, izvoli. Enkrat hvala za besedo. Kar se tiče daljinskega ogrevanja, smo pač v preteklem obdobju že pojasnili, da pač na občini se odvija en poseben projekt, ko ga imenujemo, katerega ste tudi v letošnjem proračunu potrdili. In iz tega naslova se potem pač predviduje nek digitalni dvojček oziroma nadaljevanje tega projekta v letu 2032, ko nam koncesija daljinskega ogrevanja poteče. Seveda pač se s tem tudi sproti spopadamo z temi cenami daljinskega ogrevanja. Daljnoročno bojo pa verjetno te učinki šele vidni po izteku koncesije. Drugo vprašanje je pa bilo, kako že, zdaj sami prihranki z poročanjem lokalnega energetskega koncepta se ne izvaja. Ne. Mi imamo zato še drugo knjigovodstvo, ki ga vodimo glede same rabe energije, električne, daljinskega ogrevanja in pa plina. In iz tega vidika so pač znane porabe in pa učinki prihrankov energije vsako leto, ki ga tudi dobimo. To je pa eno drugo poročilo, ki ga pa tudi lahko vam dostavimo. Ja. Hvala lepa. Ok, boste dobili to poročilo. Še gospod Šimenc. Lep pozdrav vsem. Zdaj pa eno bolj tako gospodinjsko vprašanje. Višek energije bomo oddali. Po kaki ceni? Ko jo bomo rabili, bomo jo pa kupili. Po kaki ceni? Ker imam občutek, da bomo jo kupovali 10-krat dražje, kot pa ko jo bomo prodali. A morda kdo to ve, pa ne mi reči, da še ne veste, ker verjetno je bo kaj takega nareditega že, da se ve, kako bo to delal. Marko, prosim. Hvala še eno vprašanje. Kot sem že rekel, ti viški energije se prodajajo in ti manjki se morajo pač nekako v tistem najslabšem obdobju nazaj kupovati. Zdaj občina je ravno v samem postopku razpisa in iskanja dobavitelja te električne energije, tako da ta cena še trenutno ni znana. Bo pa kmalu, ker do priključitve teh sončnih elektrarn moramo imeti tudi sklenjeno o dobavi električne energije z dobaviteljem. Hvala lepa. Bi še kdo želel razpravljati o tej točki? Če ne, predlagam naslednji sklep, in sicer Občinski svet občine Ravne na Koroškem se seznanil s poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta občine Ravne na Koroškem v letu 2025. Kdo je za? 19 za, sklep je bil, zmaga še kdo proti? Nihče ni proti, sklep je bil sprejet. Prehajamo na naslednjo 10. točko. Tu prosim zaradi integritete oziroma zagotovitve integritete posameznikov, da se javnost iz te točke izloči.
Hkrati pa bi bili na seji oziroma pri tej točki navzoči vsi tisti delavci občinske uprave, ki vodijo postopek razpisa za podelitev občinskih priznanj in pa snemalci KTV Ravne. Skratka, odpiram razpravo na ta predlog sklepa. Izvolite. Če ne, predlagam ta dva sklepa, in sicer prvič, zaradi zagotovitve integritete posameznikov, ki jih zadeva obravnavana tema, se v skladu z določili 117. člena Poslovnika občinskega sveta občine Ravne na Koroškem pri obravnavi 12. točke dnevnega reda 25. seje javnost izloči. Kdo je za? In pa pod točko 2, pri obravnavi te točke so poleg članov sveta lahko navzoči delavci občinske uprave in snemalci KTV Ravne. Obravnava 12. točke dnevnega reda se pri objavi posnetka seje na KTV in spletni strani občine ne predvaja. Kdo je za? Oba sklepa oziroma sklep v dveh točkah je bil soglasno sprejet. Prehajamo na 11. točko, in sicer premoženjsko-pravne zadeve. Pod točko 12.1 je predlog za ukinitev javnega dobra v KO Strojna in Zelen breg. Gospod Došen, prosimo za uvodno predstavitev. Lep pozdrav vsem. Pri predmetnem predlogu gre za uskladitev zemljiško-knjižnega stanja z dejanskim stanjem v naravi po izvedeni rekonstrukciji ceste z imenom Trotov križ Strojna in pa Slanikova Bajta Trotov križ Libeličaj in sanacije nastali po poplavah v avgustu 2023. Kot vedno bo potem, če boste dali soglasje, občinska uprava izdala odločbo z naznanilom na oglasni deski, potem pa se vpiše lastninska pravica v zemljiško knjigo. Hvala lepa. Predlog dokumenta je obravnaval Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, predsednika Aljaža Vrhovnika. Prosim za poročilo. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo se je seznanil s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiških parcelah številk 672, 673 in 658/2 KO 871 Strojna ter parcelni številki 396/3 KO 872 Zelen breg ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer na zemljiških parcelah 672, 673 in 658/2 KO 871 Strojna ter parcelna številka 396/3 KO 872 Zelen breg se ukine status javnega dobra in prepiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 18 za. Je kdo proti? Nihče ni proti, sklep je bil sprejet. Pod točko 12.2 je predlog za ukinitev javnega dobra v KO Tovsti Vrh. Gospod Došen, prosim za uvodno predstavitev. Hvala. V bistvu gre za identično zadevo, s tem, da gre za ukinitev javnega dobra na drugih parcelah v KO Tovsti Vrh. Gre pa za ureditev zemljiško-knjižnega stanja na cesti križišče Lipovnik Pogorevc, ravno tako zaradi izvedene rekonstrukcije ceste in odprave škode po poplavah. Hvala lepa. Ta dokument je obravnaval Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, predsednik Aljaž Vrhovnik. Prosim za poročilo. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo se je seznanil s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiških parcelah številk 1104 in 1105 KO 878 Tovsti Vrh ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer na zemljiških parcelah številk 1104 in 1105 KO 878 Tovsti Vrh se ukine status javnega dobra in prepiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 18 za. Sklep je bil soglasno sprejet.
Hvala lepa. In še zadnja 12. točka, predlog in pobude članov občinskega sveta, gospod Štriker, Sedar, gospod Ivan Škratek, gospa Verovnik Katja. Ja, v uvodu bi čestito Metke še enkrat, da je postala naša poslanka v državnem zboru. Upam, da bo tudi postala poslanka vlade. Vsi spremljamo trenutno vojno v Iranu, ki zelo udarja po gospodarstvu in tudi po naših žepah. Energija se draži, ne vemo, kako bo to vplivalo tudi zdaj na gospodarstvo. Kot občinski svetnik moram pa opozarjati na petroloenergetiko in me prav zanima, ali ima petroloenergetika zakupljen plin glede daljinskega ogrevanja. Ker če ga nima, bo to nas udarilo spet jeseni, spet bomo svetniki in župana tapeti in se bomo spet vsi izpostavljeni glih v obdobje, ko bojo lokalne volitve. Izpostavil bi še zadnjo pobudo od Bojane, ko je izpostavila Ivačko jezero, glede vsebin. Jaz sem izvedel preko Rejko na Kočeta, da ne bo več imel gostinske storitve na Ivačkem. Znotraj zapisnika sem tudi videl, da se je omaknil morebitni vlagatelj na Ivačkem. In me zdaj zanima, kakve bojo zdaj vsebine, a bo zdaj zavod prevzel ali kak privatnik na Ivačkem jezeru, da bomo spet izvajali gostinsko storitev. Ker ko bo poletje, pa da ne bo nobenega gostinskega ponudnika gor, bomo spet mi svetniki na tapeti, da nismo kaj naredili glede tega. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Tomaž Sedar, izvolite. Hvala za besedo. Nekje sem zasledil, da je Zavod za gozdove Slovenije, torej izpostava Slovenj Gradec, pozval koroške občine, da prekategorizirajo gozdne ceste, ki se uporabljajo kot poti do kmetij, zaselkov oziroma kulturnih znamenitosti. Zanima me, za katere gozdne ceste gre to v naši občini, oziroma kateri predlog je bil podan občini Ravne na Koroškem. Konkreten seznam, če lahko dobim, prosim. Hvala lepa. Naslednji gospod Ivan Škratek, izvolite. Hvala za besedo. Jaz sem spet vrnil k stanovanjem, kar smo že prej načeli, da bi mogli še posebej, moramo pri tem, ko se res se mi zdi kritično oziroma totalno ne v redu, da se nam že število stanovanj tako drastično niža, v teh številkah ne bi več, to sem že zadnjič povedal. Mislim, da tam nekje 20 let že nismo kupili kakega stanovanja. Poudaril pa, da moramo prisluhniti, poskrbeti za občane z bolezenskim težavam, ki so gibalno omejeni in potrebuje stanovanje, ki jim omogoča kolikor toliko normalno življenje. Le tako lahko sami upravljajo vsakodnevne potrebe, da se lahko normalno vključujejo v družbo in sploh funkcionirajo. Za reševanje teh najtežjih problemov mora občina nujno pridobiti primerna stanovanja oziroma dograditi obstoječa. Le tako se lahko v doglednem času pomaga tem najranljivejšim občanom. Ti zaradi svojih težav zelo hitro potrebuje stanovanje, hitro ukrepanje. Nimajo časa čakati nekaj let. Zato moramo res narediti vse, da zaradi neprimernega stanovanja takšni občani niso povsem odvisni od tuje pomoči in se zato počutijo še bolj izpostavljeni in izločeni iz družbe. Zato v naši poslanski skupini Gibanje Svoboda predlagamo, da občina sprejme odločitev, da vsako leto nameni sredstva za nakup vsaj enega primernega stanovanja, prednostno prikličnega oziroma dostopnega za gibalno ovirane ter hkrati namenjena mladim. Zdaj bi imel pa še en konkreten primer, ko ga naše strokovne službe poznajo, primer na Čičovju, ko ga imamo, ko ena prav zaradi takih gibalnih ovir ne more več upravljati vsakodnevnih upravil, kar bi lahko glede na vse ostalo. In to pozivam občino, da pač najdemo nekaj rešitev, magar dogradimo tisto dvigalo, pa da se ne pomaga. Vsaj to v prvi fazi, da vidimo, da dobimo ponudbo, v kakih narjih se to govori.
Tako da mislim, da ne smemo pozabiti na take, ko rabijo res našo pomoč, pa hitro ukrepanje. Tako sem že prej rekel, tak človek, ko se mu to pojavi, nima cajta čakati par let, da ga rešimo. No. Hvala. Hvala lepa. In pa še gospa Vravnik, Katja. Hvala za besedo. Jaz sem pa že imel enkrat vprašanje glede certifikata starejšim. Prijazna občina imamo Prostofer, v bistvu prostovoljce, ki vozijo starejše, ki potrebujejo prevoz. To mogoče samo ena pobuda vsem starejšim občankam pa občanom, da izkoristite to. Doba sem pa tudi eno vprašanje oziroma pobudo, da bi se uvedla redna linija prevozov na pokopališče za starejše, ki si tega ne morejo v bistvu privoščiti, pa nimajo svojcev, ko bi jih peljali, da bi v bistvu bila neka redna linija, da obiščejo svoje preminule sorodnike. Hvala lepa. Hvala lepa. Damjan Zih. Damjan Zih, izvolite. Hvala za besedo. Jaz bi samo, že pred časom smo govorili o Partizanski ulici. Partizanska ulica umira spet. Zaprl se je v parih mesecih zdaj cvetličarna, zdaj se je zaprla trgovina z hrano, z živalmi. Skratka, tam so samo še, meni se zdi, 2 ali 3 od 7, 8 trgovin. Mi smo že pred časom rekli, da moramo obuditi, pomagati, nema občina naredila kaj v tej smeri, pa bi dal eno pobudo, da se začne o tem razmišljati, kaj bi se tam lahko resnega pomagalo, a ne, ker konc koncev tam imamo zdaj sam še frizerko, ki dela samo tej pa tej, šiviljo, odcepeka, a ne, in res, parih mesecih zdaj je šla cvetličarna, se je zaprla, pa zdaj par dni nazaj, pa še tale trgovina za živali, neko imajo hrano pa to. Teda dajem pobudo, da občina pač se naštudira nekaj, kako bi lahko tem ljudem tam v Partizanski ulici pomagali. Hvala. Hvala lepa. Bi še kdo dal predlog ali pobudo? Če ne, zaključujem se. Hvala lepa za udeležbo.